Idrski žlikrofi so tisti, ki so narejeni doma in s takimi rokami, ki znajo. So narejeni iz testa, v katerem je nadev iz krompirjevega testa. Moja ata je sicer prav, da mora biti žlikrof toliko velik, da ga čez pol prerežeš z vilca, pomakaš v omaki in poješ. Je v bistvu kot neka ladica. Velik je približno tu kot en oreh. Ima v bistvu tako, da bi imel dva uhla, da pride v bistvu vse skupaj v obliki neke ladice. Na sredini je tudi jamica, ki se naredi s prstom. Imajo dva ušesa, luknjica na vrh. Taki lepi, z dvema uhcama, pa luknjica na sred, pa uhe ne sme biti predebele, pa ne toliko veliki. Sam recept se seveda prenaša iz roda v rod, tudi sam način priprave. Vsaka babica ima svoj način priprave žlikrofov. Mi je pripovedovala stara mama, kako je njena mama recimo učila ob vikendih najprej, da narediš kuhalice, pa jih pa razporediš po testu, pa jih pa še zaviješ. Recepti so šli iz roda v rod. Sama priprava vzame kar nekaj časa. Kuhanje je pa v bistvu pol najkrajši del. Nedelje zjutraj vstati, krompir skuhati, zmečkati. Potem je pa družina delala kroglice, mama testo in pa se je to zavijalo. Tako da cel dopoldne gre za žlikrofe, da pol to v 10-15 minutah družina poje. Načeloma jih naredi zmeri stara mama, se pravi nona. Idrske žlikrofe jim tako belka hrim hnon, stari mam. Jih nisem še prav sama. Sama naredila sem pa zmeri bila pri stari mamka, jih je delala, tako da načeloma postopek vem in bi tudi, če bi mi rekel, da moram jih narediti, bi jih znala narediti. Ponavadi se postriže iz bakalca. To je v bistvu mesna omaka. S holožem, polite, iz pečenka. Ponavadi iz zabelo, se pravi za cvrki, ali pa s pečenko, pa z omako od pečenke. To so politi žlikrofi, rečemo pri nas. Da so res dobri, mora biti pečenka. V Idriji se mi zdi, da je tu predvsem neko nedeljsko kosilo. Recimo v Idriji so bolj za kakšne praznike, a ne recimo, ali pa recimo ob nedeljah. Pri nas so bili včasih žlikrofi bolj za posebne priložnosti, zdaj so pa, glede na to, da jih kar kupimo, so pa bolj varianta hitrega kosila. Jaz imam rajši vsake kvatre enkrat, zato da ne izgubijo tistega, kar žlikrof ima, da so dobri, da so specialiteta. Idrijski žlikrofi se spogledujejo tako za meščansko kuhno, kot tudi z kuhno podeželja. Na eni strani imamo zelo enostavne sestavine, po drugi strani imamo pa neko prefinjenost v izdelavi, pa tudi namen postrežbe je bil vedno ob večjih dogodkih in praznikih, ki so se dogajali v mestu. Prvo bova naredila zdaj testuja. No, koliko jajc boste dali? Ma bom dila danes 3. 3 bi bilo za koliko žlikrofov? Približno za 300. Pa se tu direkt v muka olije? Ne, moraš zmišati, pa viš. Zdaj bova dila mliko. Pa premišati še alkohol. Ja, premišati, viš. Stepsti jajce, da ne skupaj. Pa kar v muka. Ne prosim, če mi daš še malo ule. Ule, v redu. Koliko se tu čekne noter? Mane 2 žlice, viš. Koliko ste pa rečma muke dali? Muke je bilo ne pol kile. Kira muka ste dali? To bila. Ja, včasih, ko se ni bila, da bila, a viš, je pa mama tista enotna muka, ki je bila presjala, da se ostali na vrh atrabi, da je bila pol bolj bila, viš. Jaz delam žlikrofe najmanj 50 let. Pa že prej sem mam pomagala, pa Slavic, tec sem pomagala. Je mohel biti kakšen oržeh za tu, ali je tu kar tako? Ja, oržeh je mohel biti kar tak, nismo naredili žlikrofe. Kadar smo tli bolj slovesno kosilo narediti za vhodove, rojstne dneve, so bili pa žlikrofi. Zvečer sem že naredila testo, da je stalo, ko bolj fajn, če stoji. Zjutraj sem vstala, sem dela krompir kuhat, pol sem naredila kuhalice že, pa sem šla hmaš, ko sem prišla nazaj, sem začela pa žlikrofe delati. Cene tem naučila zdaj, kako se testo uhnede. Kak je lepo rmjeno, lej.
Tu bodo lipi. Cene probe malo hnest. No, da bom. No, tako. Koliko cajta se tu hnede, mama? Ne dolgo. A, ne. Ne. Zdaj pa kar kula barem, ta. Tako, zdaj bo pa krilo. Kar dah bo naredila, veš? V redu. Zdaj pa kohljice. Cene zdaj bo hrila zabila, a cvirke dila sem še čebola noter, a viš, da je buliha okusa. Včasih smo imeli krompir še v avgustu, ko je moj ata imel hud in smo zmeraj šparali krompir, da je so bili žlikrafi za nehal hud. Dej kar kidej. No. Na, In zdaj jaz tu sem zmačkal. ti mačkaj. Ko se pa jaz zraven žlikrafo pa strihlo. So ti pravim, pečenka. Pa včasih je bilo za pečenka, ali ne ste Ja, bili za kakšen pečenka? kušček, da je enak, se viš, bolj meni vse. Skromno, A ste ga daj tudi na zaluha delali? ne, nikoli. Zmeraj sem frišne. No, zdaj cene bova tu spucala, pa bova pa dela vse, kar je treba za file, ja. No, pa se bo delo noter. Ta prvo bova zablela za cvirki. Pol bova dela majerun, pa drevnak ali šnitlah, kar češ, pa še malo popra. To je pa polen kapenih reči, za nud. Ja, če češ, da je dobro. Dej tu malo zdrab mi tako od lanka, jaz sem mokra. Aha, Šnitlah je treba pa narisati. narizati na drobno. Drobno, ja. Pa je še sav, da ne bo pozabila. A, no, koliko dam noter? A kar dinem jaz tu Ne, noter? čakaj, jaz tu rok čutno, vidiš. A, Ah, bo. Ja, v rok čutno, prosti. zmenano. No, Zdaj se bo pa tu premišljalo, predvidevam. zdaj se mora premačkati, a si del popr. Ne, neč še. Koliko dinem tako? Malo. No, preveč hajstno. Jaj, ne. Dost. Zdaj bomo premišljala tu A, no? In pol se bo že kohalce začelo in delati. pol bomo htela koheljce delati. Evo, zdaj se rut malo. Zdaj malo pa kos kakšno, ja, kaj treba dodati. Aha, super, ja. No, zdaj si jih pa kar lot. Se pravi, vzamem tak malo, pa naredim. Ja. Lej, taka mora biti koheljca, kada debe v lišnku. A tu je zdaj preveč ta? Ja, tu pa je. bi že bilo preveč malo. Ja. Cene, hmal bo konc. Ja, vidim, ja, da so že. Polih bova pa začela zavevati, testo se je že odpačilo. No, a zdaj tu pa jaz vas pa čakam, kaj tu pa zdaj jaz ne Ja, znam več naprej. sigurno. Zdaj bo pa že mašina priklopila. Kak se bo zdaj tu na pol dalo? A pa še kaj bolj na drobno se bo? Na 4 dile. No. Cene da mi še valcem. A, no. Evo, ha? Hvala. Koliko smo mi fečali ti kuhalice včasih? Se spomnim, da smo jih. Zdaj tu se bo pa zvalilo. Dosti je, kako težko. To poznaš, ja? Ja, tu se pa še spomnim nikak. Koliko tenko se tu zdaj zvaleta? Da pred zadnje. Napred, koliko bi bilo tu? Znamo tenko. Ja, seveda. Pa se bo pa kuhalice začelo ne zavljati. Ja. Zdaj bomo pa nadaljevala mi dva. Projekt. Ja, se to je pa resen projekt. Cene, glej, si za en prst mora biti vmes, a viš. Za tega. Ja. Kazalce. Lej, zdaj tako bomo zavela. Pa se pa preriže, ali kuha se naredi. Ja, to da se mora, kako? Ano. Treba imeti skozi pa mukane roke, ali kako. Ja, fajn je, tako če ne se prime. Sam griste pa z mezencem. Ja, lahko bi tudi tako, ampak jaz ne znam. Ene tak znajo, viš, A, ene ja. ženske. Jaz znam pa z mezencem. No, pa tako rižeš. Se viš, kak je treba stesniti, da Pravi, da je obrubu, pa še na vrh.
Zato, kad če ne hri van, file, kako kuhaš. Lej, tako. Pa gor. In pol to mora stati. Ja. Pa če nastaje, spa na rube naredil. Ja. Ne vede, vedno, koliko mi bo ratalo to. Da imaš pripravne rokce. Koliko ste pa dali tu včasih na taler? Jaz to, kad dancel se je več Včasih dajalo. se je kar več dajalo, pa manj mesa, viš. Ano. Pa je bilo, če knap je verjetno prebajt, da bi bil ta večak. Ja, sigurno, knapi so bili zdelani, so bili lačni, so dobili več, ženske pa malo manj, otroci pa še malo manj. Še malo manj. Cene zdaj so pa kampljala. A zdaj je slo hriman, me še kaj noce tako. Ja, a jih na šidu. Au, ja, tu pa bom. Pa bakalco smo štimala ekstra zate. Prav zame, ja, hvala lepa, pa se bomo pa kar Pa letem. kri, da se nama na prehladije, jaz bom bila voda hre. Tipični oziroma ta pravi idrijski žlikrofi so narejeni iz rezančevega testa, v katerem je krompirjev nadev. Krompirjev nadev pa vsebuje kuhan in pretlačen krompir, na ocvirkovi masti ali slanini prepraženo čebulo, sol, poper, drobnak pa majaron. Cene voda hre, Čak te vam dinem, kar sam za a jaz. mi boš držal. Znate, Ta naslon. koliko se jih da enkrat v voda? 30 jih bo vodila. nič več. Koliko si rekel, da jih je? 98 sem zdaj, da sem jih A ja, pa preštel. jaz bom pa štedila 50, da bo dvakrat. Kaj je velik klonc. Po se jih pa kuha, koliko cajta? Tok, da pridejo na vrh, ko je frišno, so hitro kuhali. A imaš kakšen taler, pa jaz. A se že? Kaj nam? Po mojem so. Kar nahlo je vse skupaj. Ja, viš, ko je frišno. Spinavka jih je treba pa brati cene. Zdaj bo odid, pa še bakalca palela. Prav fajn, nekaj šnuržah. Ja. Janko, izvoli. Hvala, Ivica. No, pa smo Smo. ena očeta in sina in svetega duha. Amen. Na zdravje. Na Andrejo, pa je hudo danes. Ja. Pol 9 sem začela delati kuhalice, so bile do pol 10 narejene, a pol 10 do pol povdne pa žlitrake. Kuhali ste še snežno. Kakšen bi pa še kaj cene ne bo? Jaz se branim, se ne bam. Ta pravi idrijski žlikrov je dolžina 3 cm in višina 2 cm. Včasih so bolj preferirali, bi rekel, iz bakalca, ki pač drugega ne bilo. Tipični idrijski žlikrov je pa v največjih primerih so to poleti žlikrovi. Se pravi, to je naravna omaka, ki nastane iz pečenke.